Danes smo lahko v časniku Delo prebrali članek z naslovom Srečna mladina avtorja Zorana Potiča. Preden nadaljujem z mojo razlago in komentarjem tega članka, bi rad razčistil dve zadevi, in sicer se je predsednik SDS, torej gospod Janša, udeležil našega klubskega večera na naše vabilo in tudi našo inicijativo. Kot drugo pa bi tudi rad razjasnil to, da so slike na slikah uporabljenih v samem članku tudi iz hrbta slikani nekateri člani podmladka Slovenske demokratske stranke in v tem primeru gre seveda za jasno manipulacijo avtorja članka. V Slovenski demokratski mladini tudi sporočamo, da Slovenska demokratska mladina ni Titova mladina, obenem pa bi tudi radi povedali, da je sam avtor, kot seveda tudi časnik Dela, priznal v članku, oziroma s člankom priznal, da je bil Tito diktator. Žalosti nas dejstvo, da se danes, ko se Slovenija sooča z hudimi težavami, v bistvu se zadolžimo več kot 200 milijonov evrov na mesec, poleg tega nam, kolikor bo tako šlo, vsa mednarodna javnost pripisuje kolaps, ukvarjamo s tako, po mojem mnenju, nepotrebnimi, odvečnimi in obsojanja vrednimi temami. Saj se ve formula delovanja te vlade, kot seveda tudi podaljška na medijskem področju. Čim so neke težave in nekdo slabo dela, je treba vreči neko ideološko floskulo ali parolo, da se seveda potem spusti megla, ki odvrne prebivalstvo naše države od resnih problemov. In trenutno nas mlade bolj skrbijo predvsem druge aktualne zadeve, kot pa te teme, ki se nam zdijo obsojanja vredne, štipendijska problematika, nova delovna mesta za mlade in problematika visokošolskega prostora. Nas pa veseli, da se v programu Slovenske demokratske stranke, kot tudi mladine, v zadnjem času prepozna vedno več mladih. To se pozna tudi seveda na članstvu, prav tako pa tudi na sodelovanju. Saj smo v zadnjem času v delo strokovnega sveta stranke vključili ogromno mladih, dijakov, študentov, ter seveda tudi ostalih diplomantov, recimo, ki želijo soblikovati pri ustvarjanju boljšega jutri, in tako tudi strokovni svet Slovenske demokratske stranke pripravlja alternativni program, ki bo, verjamem, da precej boljši od tega, s čim se Slovenija in seveda Slovenci in Slovenke soočamo danes. In mislim, da smo v Slovenski demokratski mladini tudi dokazali, da vemo misliti svojo glavo. Dokaz za to je recimo naša aktivnost in predlogi v zvezi z nacionalnim programom visokega šolstva, kot seveda tudi vso vpletenost in delovanje na področju zakona o malem delu, kjer mislim, da smo se kot podmladek precej izkazali na strokovnem nivoju, saj smo podali nekaj res, po moje, kvalitetnih predlogov, ki pa žal niso bili realizirani ali upoštevani. In ob tej točki bi seveda tudi radi opomnili, da bomo z klubskimi večeri Slovenske demokratske mladine z našim predsednikom nadaljevali tudi v prihodnje. In to po celi Sloveniji. Saj mislimo, da je prav, da se mladi družimo, da se mladi spoznavamo, tako s politiki se družimo na formalni kot neformalni ravni in seveda skušamo skozi debato pripraviti kaj boljšega oziroma kaj precej boljšega, torej to, kaj Slovenija potrebuje. In razočarani smo, da se mediji, ki bi naj bili četrta veja oblasti, danes ukvarjajo s takimi nepomembnimi temami. Saj opažamo, da vladna koalicija, ki je trenutno zelo zmedena, brez kompasa, deluje povsem brez glavo, in če bi mediji izvajali funkcijo nadzora oblasti ter kontrole, bi imeli zapisati precej več, kot pišejo samo danes v enih časnikih. V Slovenski demokratski mladini smo v branju tega članka prizadeti. Zato tudi od časnika Delo pričakujemo javno opravičilo.